Od 23. do 28. junija je v celjski hali Golovec potekalo prvo evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju, ki so se ga udeležile reprezentance 4 držav: Nemčije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Prvenstvo sta organizirali Športna zveza gluhih Slovenije in Zveza za šport invalidov Paraolimpijski komite s podporo Kegljaške zveze Slovenije. Evropsko prvenstvo je bilo za slovensko reprezentanco uspešno, saj sta Aleš Peperko in Tomaž Klemen v kategoriji moških parov prikegljala srebrno medaljo. Dobitnika srebrne medalje prvega evropskega prvenstva gluhih v kegljanju v dvojicah Aleš Peperko in pa Tomaž Klemen. Kakšni so občutki? Bila je res napeta tekma. V prvi igri ste dosegla malce slabši rezultat, komaj 132 podrtih kegljev. Kaj je bil vzrok? Ker v drugi igri ste bila pa precej boljša od Hrvatov. Pozitivno presenečenje ali razočaranje? In kakšna je motivacija za naprej? Največ zlatih medalj so si prikegljali Nemci. Diane Graupeter in Frank Schäfer sta zmagala v kategoriji posamezno v ženski oziroma moški konkurenci. Silvija Weber in Mario Weber iz Nemčije sta bila prva v izločevalni tekmi sprint, ženski par Sandra Keller-Eva Bethke pa sta bili najboljši dvojici na prvenstvu. Tudi ekipno so bili najboljši Nemci. Moška ekipa je podrla največ kegljev, skupno 2206. Tudi v ženski ekipni konkurenci so bile s 1522 podrtimi keglji nepremagljive kegljačice iz Nemčije. Trikrat je na Evropskem prvenstvu gluhih v kegljanju zaigrala tudi hrvaška himna. Marija Radić je zmagala v kombinaciji.
Željko Miličević je zmagovalec v kombinaciji v moški konkurenci, hkrati dobitnik zlate medalje v igrah parov, ki si jo je priigral z Vladom Dejanovićem proti našemu paru Peperko Klemen. Dobro, trudili da igramo i drugu odlično, međutim mali pad koncentracije i to je kuglanje, znači dosta je trenutak, 2-3 kugle ne pogodite ono što treba, već ste u zaostatku, a oni su krenuli da igraju na većem nivou, tako da puno bolje da igraju. Sta, ko sta se uvrstila v to igro, pričakovala uvrstitev v finale in celo zmago? Kakšne so bila vaša pričakovanja pred tekmo? Pa, ko god dođe u finale, on očekuje da pobjedi. Znači, svi očekuju da pobjede u finalu. Imali smo šanse i mi, a i oni su imali šanse, znači, mi smo imali malo više sreće. Ja, po 2 igrah je bilo neodločeno, potem je imela vsak par še 2 dodatna meta. Kakšni so bili občutki pred tem? Pa, kolega je bacio prvi, malo se tresao, ali dobro je. Aleš Peperko, ki je bil tudi sekretar slovenske reprezentance in pobudnik tega evropskega prvenstva, je dosegel še 2 vidna rezultata in sicer je v kombinaciji zasedel odlično 5. mesto, v konkurenci posamično pa je bil 8. V slovenski kegljaški reprezentanci so igrali še Branko Srdan, Esad Hadžiagić, Milan Marolt in Robert Marolt ter ženske predstavnice Irena Turk, Deja Peperko in Sabina Hmelina. Uradne rezultate vseh tekem Evropskega prvenstva v kegljanju najdete na naši spletni strani. Ob zaključku je podpredsednik Evropske športne zveze gluhih ETSO pohvalil organizacijo prvega Evropskega prvenstva v kegljanju. Bomo torej videli čez 4 leta še eno, naslednje evropsko prvenstvo gluhih v kegljanju. Je motivacija za to? V intervjuju...
Športna zveza gluhih Slovenije se za izvedbo Evropskega prvenstva zahvaljuje Kegljaški zvezi Slovenije, ki je zagotovila brezplačno mednarodno sodniško ekipo in pomoč pri organizaciji, Mestni občini Celje za brezplačno uporabo kegljišča Golovec ter številnim sponzorjem in donatorjem. Avtotehni Vis, Selmar Maribor, Konki Nova, Rogač d.o.o., Europapir Alpe in Elpagra d.o.o., brez katerih izvedba tega prvenstva ne bi bila mogoča.